dobre prakse članov SBC za boljšo zaščito v času COVID-19. Koronavirus je v letošnjem letu prisilil vse, da smo v naše življenje vključili kar nekaj dodatnih pozornosti, kako poskrbeti za naše zdravje. Veliko podjetij se je odzvalo in priskočilo na pomoč na področju stroke, v kateri delajo, da olajšajo delo tudi ostalim podjetjem. Za SBC webinar smo zbrali nekaj primerov dobrih praks iz vrst članov SBC in morda dobite nasvet ali idejo, kako v vašem podjetju zagotoviti več varnosti oziroma več preventive za zdravje. Primere dobrih praks bodo danes delili iz podjetja Špica, bo predavatelj gospod Tone Stanovnik, predaval bo Time Space Anti-Covid zaščiti oziroma Anti-Covid ščitu. Poleg njega bo z nami iz podjetja MIG gospod Franci Pliberšek, predaval bo o lokalnem prezračevalnem sistemu Mikrovent. Iz podjetja Lotrič Meroslovje pa bo z nami gospod Primož Hafner. V podjetju Lotrič so v sodelovanju s partnerjem, Nacionalnim inštitutom za biologijo, izvajali oziroma izvajajo še vedno preskuse obraznih mas v skladu z standardom, ki je primeren temu. Poleg že izdelanih mask v razvojni fazi preizkušajo tudi material, ki je namenjen izdelavi končnih proizvodov. Udeleženci boste predavateljem lahko zastavljali vprašanja po koncu posameznega primera dobre prakse. Webinar bo moderiral Goran Novkovič, izvršni direktor SBC-ja. Skupaj z vsemi vami smo seveda veseli, da se je tudi na tokratni webinar prijavilo kar precej slušateljev, tokrat 25. Se lahko med člani SBC najdemo odlične ideje, kako še izboljšati delovanje oziroma poslovanje v vašem podjetju, da bo bolj varno za vaše zaposlene in posledično za celotno vaše podjetje. Webinar bo potekal tako, da bomo poskušali oziroma poslušali 3 primere dobrih praks. Vaše vprašanja pa lahko, kot sem že povedal, zastavite na koncu posameznega primera, lahko tudi že med predavanjem v rubriki Chat. Lahko tudi na koncu dvignete roko v aplikaciji z gumbom Raise Your Hand, to je tretja ikonca, Chat je druga ikonca zgoraj. Ko vam bom predal besedo, takrat vklopite zvok, po potrebi tudi video in zastavite vprašanje. SBC webinar bomo snemali, tako da boste danes tekom dneva prejeli posnetek SBC webinarja, prezentacijo in tudi kontakte predavateljev za morebitna kasnejša vprašanja. Vsi se oglašajo, da z veseljem sprejmejo nadaljnja vprašanja tudi po mailu. Preden pa začnemo, prosim še enkrat vse, ki ste se nam pridružili po začetku tega uvodnega dela, da izklopite zvok in video, obenem pa predajam besedo našemu prvemu gostu, gospodu Tonetu Stanovniku. Še pred tem samo opravičilo, z nami bi danes moral biti tudi gospod Milan Kuster iz Lunosa, pa je žal zbolel, tako da imamo danes 3 namesto 4 gostov. Gospod Tone Stanovnik, beseda je vaša. Goran, hvala. Pozdravljeni, dragi gostje. Vesel sem in sem počaščen, da sem povabljen takole na tole mizo, okroglo mizo, ni čisto okrogla, ampak mislim, da bomo nekaj zadev natresli nanjo, ki jih predvidoma lahko odnesete domov in probate aplicirati v okviru vaših trenutnih izzivov. Se pravi, nekaj rešitev bomo natresli, ki bojo to reševali. Jaz upam, da se v redu slišimo. Bom probal zdajle nekaj slajdov zavrteti. In takole izgleda. Jaz mislim, da besedno zvezo brezstična ekonomija sem izbral, ker v sebi skrivam metodologijo, ki jo uporabljajo tako novodobni startupi, kot tudi mnogi svetovno uspešni internetni giganti. Velik del svoje prodaje in izvedbe storitev namreč izvajajo brezstično, ali kot temu rečejo v angleškem žargonu low touch. Hkrati pa je trenutna kriza naplavila zahtevo, da vzdržujemo distanco. Tako bližno, na 2 metra, kot tisto na večjo, na delo na daljavo. Ta remote work je očitno postal nova realnost, hoteli ali ne. Smo se bili prisiljeni hitro prilagoditi. V tem kontekstu bom v naslednjih minutah se dotaknil naslednjih 3 področij. Kako obrniti našo ladjo stran od nevarnosti priložnosti, top 10 področij povezanih v anti-covid ščit, kot smo to špičaki poimenovali, metamorfoza špice, ki jo živimo, ki smo jo poimenovali K5,
In na koncu, če bo dovolj časa, vse skupaj lepo zaokrožimo s pobudo Zelena podjetna Slovenija, digitalna dolina na sončni strani Evrope. Nevarnosti in priložnosti. Očitno smo na vrhu drugega vala epidemije, ki je precej višji od prvega. Direktorji podjetij smo pod velikim pritiskom, kako stabilizirati plovbo skozi vihar in graditi odpornost ekipi ter obrniti ladjo novim priložnostim naproti. Seveda je tukaj odločnost in zelo pomembna, a brez podatkov iz radarja, ki opazuje dovolj daleč naprej, in močnega motorja, ki obrne smer ladje, ne bo uspešne preobrazbe. Še tako močna umetna inteligenca ne bo pomagala, če ne bomo uporabljali zdrave kmečke pameti in opazovali dovolj daleč naprej in se učili na napakah drugih. Hitreje kot pluje naša ladja in težja kot je, bolj daleč je treba usmeriti svoj radar. Če smo v prejšnjih kriznih valovih morali budno motriti zahod, od koder so se privalili finančni viharji, je to pot zelo smotrno opazovati daljni vzhod in čim več prakse pobrati od tamkaj, saj jih je zadel val nekaj mesecev pred nami in tudi podoben val SARS po imenu že nekaj let prej, kar je dodobra utrdilo njihovo odpornost. Izkazalo se je, da preventiva, kot je delo na daljavo, delo od doma, distanca, izogibanje dotikanja skupnih točk, recimo kljuke na vratih, v sebi nosijo skupni imenovalec brez stičnosti. Špica anti-covid ščit. Tako smo namreč novo realnost špičaki poimenovali kot neke vrste brezstična ekonomija, angleško non-touch economy. Najbolj priročna tehnološka rešitev se bo, kot kaže, spet našla v mobilnem telefonu. Tako kot telefon danes nosi v sebi našo denarnico, naše ključe, audio knjige, slike, razne identifikacijske kartice, bo telefon zanesljivo nadomestil tudi točke, ki se jih drug za drugim dotikamo, kot so recimo kljuke na vratih, tipkovnice na dvigalih, terminali na vhodu. Prihaja namreč obdobje, ko nas bo prostor s telefonom v žepu tudi razpoznal, zaznal naše geste, da želimo recimo vstopiti. V tej želji, da vstopimo v določen prostor, se nam bodo avtomatsko odprla vrata in če bomo seveda imeli avtorizacijo, avtomatsko se bo zabeležil tudi prihod na delo. Pa si poglejmo seznam 10 aplikacij, ki smo jih špičaki povezali v anti-covid ščit, ki znižuje tveganje covid okužbe. Seveda nevarnosti popolno odpraviti ne moremo, a pomembno je, da delujemo preventivno, saj krivulja in kurativa pomembnejša in kurativa je seveda dražja od preventive. Najprej mobilna brezstična evidenca delovnega časa. Z našo mobilno aplikacijo danes lahko evidentirate prihod in odhod iz dela in vse ostale dogodke kar na osebnem mobilcu. Tako se podjetje izogne gneči na vhodu in dotikanju istih površin na vhodnih točkah v podjetje. Danes se v nekaterih podjetjih tudi izogibajo gneči v garderobi in to na ta način, da se zaposleni preoblečejo že v avtomobilu na parkirišču. Prav tako lahko v avtomobilu na mobilnem telefonu registrirajo tudi prihod in lokacijo registracije. Drugič, mobilna brezstična kontrola pristopa. Enako lahko tudi našo mobilno aplikacijo, z njo odprete vrata v prostor, brez da bi se dotaknili iste kljuke, saj vaš prostor avtomatsko razpozna po mobilnem telefonu, ki ga držite v roki ali v žepu in lokaciji, na kateri stojite. Če imate avtorizacijo, se vam vrata brezstično odpro. Pogosto so namreč na vhodu drsna vrata, vrtljiva vrata ali krilna vrata z ročico, ki avtomatsko odpira ta vrata. Tretja zadeva, kartica na steni in telefon v roki. Nekateri od vas poznate podjetje Čipolo.
To je podjetje v Trbovljah, Špica je strateški aliansi s tem podjetjem in kaj to prinaša v naš poslovni model? Precej revolucionarni tehnološki preobrat. Evidenca delovnega časa in kontrola pristopa se namreč sedaj lahko naredi na razdalji tudi do 10 metrov, kar omogoča tako imenovana Bluetooth tehnologija. Torej, če ste bili do sedaj navajeni, da je na vhodu registrirni terminal na steni in kartica v vaši roki, je sedaj poslovni model se je obrnil na glavo in je kartica na steni oziroma čipolo in je terminal oziroma telefon v vaši roki. To precej revolucionalizira v bistvu proces registracije in olajša, zmanjša gnečo na vhodu. Četrtič, planiranje delovnega časa in prerasporedi. Mnogi med vami ste zaradi spremenjenih razmer morali popolnoma reorganizirati procese in delo ter v nameri, da zmanjšate gnečo v proizvodnji, zaposlene prerasporediti v več izmen. To je vneslo obilico in administrativnega dela in odvečne komunikacije, ki jo dober informacijski sistem, kot je naš Time and Space, za planiranje in prerasporejanje odlično rešuje. Vaš poslovodja ekipe dobi v roke orodje, s katerim lahko intuitivno splanira šihtarice in po elektronski poti posreduje sodelavcem popoldne domov na telefone, da si lahko splanirajo službeno in družinsko življenje. Petič, skrajšan delovni čas, elektronski bolniški listi, začasno čakanje na delo. PKP ukrepi seveda prinašajo nekaj blažjega žegna na odprte rane krize, a pogosto tudi obilico dodatnega administriranja, ki omogočajo dokazovanje upravičenosti do teh ugodnosti. Med najbolj popularnimi so skrajšan delovni čas, začasno čakanje na delo in bolniški listi. Slednji, torej bolniški listi, so sedaj v elektronski obliki in tisti med vami, ki uporabljate Špic in Time and Space, je seveda precej tega administrativnega dela olajšano. Šestič, delo od doma. V procesu masovnega prehoda celotnega sveta na delo od doma so mnogi vodje dobili občutek, da izgubljajo nadzor in upravljanje iz rok. To seveda tehnika ne more nadomestiti, saj je bistven element, ki to rešuje, zaupanje. Lahko pa tehnika to omili, saj imamo programsko rešitev, ki ne samo, da vodi začetek in konec dela na domu, temveč čas lahko tudi segmentira na posamezne projekte in nadalje razkosa na naloge za posamezne kupce. Sedmič, delo na daljavo. Podobno je pri delu na daljavo, ki je sedaj ravno tako v velikem vzponu. Programska oprema nam omogoča, da lahko delo in ure sledite po delovnih nalogih za posamezne kupce. Na projektih lahko tudi segmentirate ure, ki jih na to zaračunavate oziroma fakturirate. Tiste, ki se jih zaračuna in tiste, ki se jih ne zaračuna. Angleži temu rečejo billable in non-billable ure. Tako se vam odpre transparenten pogled na področja, kjer lahko povečate produktivnost, učinkovitost ter seveda posledično konkurenčnost. Izrednega pomena je tudi, da pridobite podatke o stroških vloženega časa na posamezna dela na projektu, predvsem za pripravo bodočih ponudb za pogajanja z novimi kupci. Recimo Klingrad in Jernej, direktor, je na tem področju en naših najuspešnejših kupcev, ki odlično izkorišča te informacije in to funkcionalnost. Osmič, štetje prisotnih v prostoru. Kontrola pristopa v kombinaciji s tripodom ali tripod, ki je vrtljiv, ali kamero omogoča tudi štetje trenutne količine oseb v prostorih in lahko alarmira ali celo blokira nadaljnje vstope, če gostota ljudi seveda preseže predvideno količino. Pogosto je to primer v javnih prostorih, v lokalih, bolnicah in podobno. Devetič, brezstično razpoznavanje maske, nošenja maske in merjenje telesne temperature. Obvezno nošenje maske in preverjanje telesne temperature sta dva ključna elementa preventive in oba elementa preverjamo na vhodu v podjetje s termalno kamero in senzorjem nad terminalom za registracijo delovnega časa in kontrolo pristopa.
neupoštevanje pravil, seveda opozori posameznika in dokler niso izpolnjeni pogoji, mu onemogoči vstop. Po GDPR pravilih seveda ne beležimo teh temperaturnih podatkov v naš sistem in tako ostajamo na varni strani. Naj omenim, da našo rešitev za evidenco delovnega časa v svojih prostorih uporablja tudi Urad informacijske pooblaščenke. 10. Glasovno komisioniranje in brezstična dostava na dom. E-commerce in internetno naročanje je povzročilo revolucijo v logistiki, saj so podjetja v kratkem času morala popolnoma reorganizirati pripravo ogromne količine majhnih naročil, ki prihajajo prek interneta, in organizirati logistiko dostave na dom, in to brezstično. Če smo do sedaj imeli vedno podpisovali dokumente o prevzemu, je tudi tukaj sedaj zaupanje odigralo pomembno vlogo in brezstična dostava na prag ali za vrata je ključni preboj nove tako imenovane click and collect, click and dvig ekonomije, ki jo podpiramo z našo rešitvijo za logistiko po imenu Frontman. V logističnih procesih namreč poskrbimo s črtno kodo ali pa z RFID tehnologijo, da brezstično sledenje repromateriala skozi vhodno skladišče pa preko celotne proizvodne linije ob rojstvu in nastajanju izdelka, skozi skladišče gotovih izdelkov, na kolesih distribucija do maloprodaje in tudi od maloprodaje v brezstični dostavi na domači prag. Ker je časa premalo, in seveda se morda v teh rešitvah bolj podrobno posvetimo kdaj v prihodnje, če bo seveda Goran za to. Če so katere od njih zanimive tudi za vas, me vsekakor pocukajte za rokav ali pošljite e-mail na tone.stanovnik@špica.com in z veseljem se pogovorimo ter poiščemo primerno kombinacijo. Ker je med vsemi SBC člani kar več kot 50 takih, ki imajo inštalirano špico, vam v prihodnjih tednih vas pokličemo in napišemo zgodbe o uspehu ali pa vas povprašamo, če bi skupaj z nami radi to postali. Nekaj časa bom ta proces, mogoče pa vseeno ta proces še malo preletim, če Goran ne bo pozvonil, da sem že predolg. No, Goran, lahko še par minutk. Mogoče se dotaknem kratko še metamorfoze špice, ki jo boste kasneje mogoče lahko začutili tudi na lastni koži, bomo probali speljati neke vrste performance, ne. Torej, živimo v obdobju, ko je priložnosti ogromno, le izstopiti je potrebno iz okvirov in se tako rekoč strgati iz ketne ter usmeriti svoj radar dovolj daleč v prihodnost, da se lahko racionalno odzovemo. Špičaki smo v okviru trendov v preteklosti visoko zavihali rokave in ključne naše informacijske rešitve prestavili v Microsoft Azure, oblačno infrastrukturo. Vse to nam v časih brezstične ekonomije odlično služi. Kupcem smo v likvidnostno težkih časih omogočili, da se izognejo investicij v strojno in programsko opremo in storitev plačujejo v obliki naročnine. Nam špičakom pa zelo ustreza, da celoten proces pri manjših in srednjih kupcih vodimo brezstično. Pot kupca gre preko 14-dnevne brezstične testne uporabe, naše pomoči pri onboardingu, implementaciji, do rekurzivne naročnine in na koncu vzdrževanja zadovoljstva kupca na dolgi rok. Pa bom preskočil to formulo K5 in mogoče v kakšnih od prihodnjih webinarjev predstavim. Mogoče se dotaknem samo zadnje kulture, zdi se mi pomembna. Kultura v ekipi specialcev je nekoliko drugačna, bolj agilna od klasičnih špičakov in naloga vodstva je, da z njo, s to prakso preplaknemo celotno podjetje. Jaz kot ustanovitelj, tukaj seveda govorim o sebi, vsaj lahko vidite, sem prevzel neke vrste glavno sponzorsko promocijsko nalogo in svoj motor pognal na obrate, da celotno ladjo špice obrnem stran od nevarnosti covida proti novim priložnostim. Naj zaokrožim to svoje predavanje z digitalno agendo SBC kluba, saj sem neke vrste zadolžen v upravnem odboru za to zadevo. Se pravi, apel, ki ga predlagam, je zelena podjetna Slovenija, digitalna dolina na sončni strani Evrope.
Slovenija ima nekaj pomembnih konkurenčnih prednosti, ki jo uvršča med najbolj primerna področja za vzpostavitev nove, ne Sicilijeve, temveč zelene digitalne doline na sončni strani Evrope. Katere so te prednosti? Majhnost. Majhnost omogoča hitro prilagajanje novo nastalim spremembam. Agilne lastnosti so tipično pripisane majhnim igralcem. Geografska lega. Slovenija leži na prelomnici med vzhodom in zahodom. In že Darwin je odkril, da nekaj trdoživih živelj in najlepše ribice se zadržuje na koralnih grebenih, kjer morje najbolj buta v obnje. In tretjič, stalne spremembe. Na tem delu sveta, Balkanu, smo bili priča izredno hitrim in stalnim preobratom. To je utrdilo našo odpornost in tako lahko kljubujemo še tako močnim kriznim valovom. Lahko bi rekel, da imamo korenine globoko vpete v trdo in čustveno balkansko zemljo in smo z glavo obrnjeni v učinkovito in produktivno Evropo. Torej, če zaključim, kdo pa bo, če ne mi, kdaj pa bomo, če ne zdaj. Hvala za pozornost in me veseli, se vam zahvaljujem za čas angažiran v seminar. Hvala. Goran, izvoli, mikrofon je tvoj. Tone, najlepša hvala za to energično prezentacijo, zelo lepim koncem. Spoštovani gostje, imate mogoče kakšno vprašanje? Kakšno mnenje? Sicer imam jaz dve vprašanji, Tone, če smem. Izvoli, Goran, upam, da nisem bil predolg, ne, tako da... Ne, v redu. Ja. Koliko je več povpraševanja po digitalnih rešitvah, ki si jih omenil, predvsem mogoče digitalne rešitve pristopa ali odpiranja vrat? Ja, jaz bom tako rekel, mi pravzaprav smo v okviru, to je cela računalniška branža je, takoj ko je ta večji val, prvi že COVID nastopil, smo zagnali tako imenovano digitalno solidarnost, ne. To je neke vrste obdobje te pandemije, epidemije, ko je objavljeno, je možno brezplačno uporabljati te storitve in mislim, da bi to obdobje lahko tudi podaljšali, seveda, ker bi ljudje se navadili na to, je to tudi nam v interesu in sami vidimo, kako se je hitro, nekatere tehnologije so se izredno hitro prijele, ki so prej rabile leta in leta. No. Ena od takih je sigurno mobilni telefon, o katerem sem govoril in kontrola pristopa z njim, ker sedaj lahko pravzaprav vrata odpirate brez, da se dotaknete kljuke in seveda vsa ta registracija prihodov, odhodov, delovna doma, malice in vsega tega se lahko uporablja na svojem osebnem računalniku in na svojem osebnem telefonu, tako da se ni potrebno dotikati teh površin. Seveda, kontrola pristopa je povezana s kamerami in temi zadevami, o katerih sem govoril, in tega je zdaj seveda ogromno. Predvsem zato, ker se kamere v veliki meri uporabljajo na vhodu tudi za preverjanje temperature. Drugo vprašanje pa imam, obstaja kakšna anekdota, omenil si kontrolo dela na domu ali na daljavo, segmentiranje časa. Tukaj je zanimivo, da so izkušnje zelo različne. Je kakšna anekdota, kako so pravzaprav po domačem povedano šefi popolnoma drugače nadzirali oziroma videli, kako se da popolnoma drugače nadzirati oziroma koordinirati na nek način delo na domu z takšnim pristopom, ki ga digital omogoča? Lahko omenim eno izredno dobro prakso, vmes se je majčkeno dotaknil, to je Klingrad, ne. Klingrad je na robu Slovenije, meni so ta podjetja gor, kot je Klingrad, kot je Varis, kot je Roto, so vsa, bi rekel, na robu Slovenije, nam Slovencem tle v Ljubljani, ko vse zeleni, samo če malo dež pade, je seveda lahko. Njim je pa težko, ker so na robu in tudi Avstrija jim krade pravzaprav delovno silo, ne. Tako da te, ki so tam uspešni, so res najboljši borci in Klingrad v bistvu je vzor, kjer ga hodi gledati tudi Varis, recimo Sabina, ne, in Sabina pravzaprav je v teh obdobjih, ko so vse hotele, ker so bili njeni ključni kupci, ne, zapirati začeli, je ona izreden preboj naredila v tako imenovanih kampusih. Uspela je dobiti kampus študentski na Dunaju, to je nov kampus, ki ga gradijo in svoje kopalnice pravzaprav plasira kje noter. Ker je pa opazila, da Klingrad odlično meri delovni čas na gradbiščih in
vsak delovodja svojim delavcem pravzaprav na ročnem telefonu registrira, kaj delajo, koliko časa delajo, je tudi ona to upeljala, čeprav so njene kopalnice bolj robustne od čistih prostorov Klingrada. Ampak to pomeni, da pogajanje z Avstrijci, ko dela nov projekt, gre mnogo lažje, ker ima izredno natančne podatke, koliko porabi časa za posamezno fazo. Avstrijci seveda mislijo, da mi te tehnike nimamo in pogosto podcenjujejo. In to v bistvu je velik uspeh tako Sabine kot recimo Jerneja v Klingradu. Upam, da sem odgovoril, Goran, ne? Absolutno. Najlepša hvala, Tone. Če ni vprašanj, Tone, najlepša hvala. Vabim vse potem tudi, da postavljate vprašanja, ko dobite prezentacijo, ko dobite posnetek. Tone je na voljo, je tako, Tone? Ja, seveda, z veseljem tudi kot follow-up temu dogodku bomo speljali ta tako imenovan proces, tako da probamo v živo. Izvoli, Goran, nazaj. Franci že čaka videti. Lepo se imej še naprej. Z nami pa je že Franci Pliberšek iz Mika Celje, druga dobra praksa. Franci, beseda je tvoja. Evo, dober dan vsem članom SBC-ja. Čas, kateri je, se veliko pogovarjamo o COVID-u, tako da mi smo zadnjih 13 let posvečili prezračevanju kar veliko pozornosti in probamo sedaj predstaviti v bistvu na kratko podjetje, predvsem pa sproti najti rešitve, ki so zelo dobre. Samo moment. Četka pelivar. Samo malo, štartamo. Evo, smo vidni? Smo, samo prezentacije ne vidimo v tem trenutek. Ne vidimo prezentacije. Prej smo jo že videli. Samo malo. Kar počasi. Spoštovani, samo trenutek počakamo, pa se tako javimo nazaj, ko bo Mik pripravljen za prezentacijo. Odlična prezentacija je vidna. Se slišimo, Franci? Ok, evo. Kar izvoli. Evo, štartamo. Evo, rešitve premagovanja širjenja virusa COVID v našem podjetju. Na kratko, samo moment, daj. Tole ne bi še. Ura se vidimo? Ja, tole ne bi, tole ne bi. Ja, vidimo prezentacijo in vidimo spodaj vaju. Zgoraj sam prevzemite kontrolo, pa bo šlo naprej. Aha, ok. Zdaj pa je, ne? Ja, super. Zdaj ne, ni. Kje bi šlo? Deluje, je šlo naprej. Velika se deluje. Dobro, evo. Ok, beseda je tvoja, izvoli. Štartamo. Zdaj, tu smo pač mi, naši saloni po celi Sloveniji, tule smo malo predstavljeni v svetu, kjer se poslujemo. Naprej, to je naša v bistvu dejavnosti, 3.1 so stavbno pohištvo, prezračevalne sisteme in okvirji. Bistvo pa začnem predavanje na to zgodbo, v bistvu, zakaj naše podjetje obstaja, kako počnemo in seveda pravzaprav kaj počnemo. Naše podjetje, to je v bistvu po Simonu Sineku, ki ga velikokrat omenjamo tudi med člani SBC-ja. Zakaj? Izboljšujemo kakovost bivanja in rešujemo težave bolanih stavb, ki jih v Evropi več kot 1/3,
ustvarjamo najbolj energetsko učinkovite stavbe v Sloveniji, že 2005 dalje. V praksi to pomeni, da čez 3 leta po končanju objekta zmerimo energijo, ki jo porabimo na števcih, ko plačujemo račune, in na drugi strani tudi, kako to izmeri ZRMK, in ta razlika ne sme biti večja od 5 do 10%. In smo družbeno odgovorni za okolje, saj delujemo na vseh teh, od humanitarnosti, športa in, bom rekel, kulture. Imeli smo več kot 170 razstav. Kako delujemo? Imamo lastno komoro, v katerem lahko kreiramo bilo katero podnebje od -25 do +50 stopinj Celzija, v katerih lahko konstantno testiramo razvoj oken in vrat. Pravzaprav je pa komora bila namenjena tudi, da lahko testiramo, kakšni so, recimo, kako naš mikrovent deluje v Oslo, saj damo 21 najbolj hladnih dni, 24-urni ciklus temperature vlage in tako kreiramo lahko zimo, 7 dni zime in nato 7 dni poletja, in točno vidimo, kakšne so zunanje temperature v Oslo in kakšen zrak prihaja v notranji prostor. Kaj ponujamo? Celovita ponudba na enem mestu, popolna storitev, od prodajnih, montažerskih in poprodajnih aktivnosti, celotno svetovanje, izvedba, kar pomeni, da lahko stranka pri nas na enem koncu dobi od stavbnega pohištva, senčil, razne senčil, rolete, žaluzije, skrini, prezračevanje, police, fasade, garažna vrata, v bistvu tudi od naših, bom rekel, dobaviteljev, tudi pirna vrata, skratka vseh 7-8 različnih artiklov na enem mestu, ena ponudba, ene rešitve, eni detajli in seveda ena izvedba in tudi na koncu ena garancija. Se pravi, to sem že nekaj povedal, se pravi, okna, energijska učinkovitost, prezračevanje in okvirje. Zdaj bom pa namenil v bistvu predstavitev v bistvu mikroventov. Se pravi, prezračevanje, v bistvu, zakaj prezračujemo? Izboljšamo kakovost bivanja novogradenj, rešujemo predvsem problem bolanih stavb, to je povsem pomembno pri sanaciji objekta, ker je poseg bistveno težje peljati kanale po prostorih, zaščita pred vdorom zunanjega hrupa, zelo pomembno, če imamo v bistvu ob raznih prometnih cestah in imamo zunaj hrup ali onesnažen zrak po zimi, ga lahko v bistvu imamo zaprto okno, lahko prezračujemo in se velik prihranek energije. Naš najboljši produkt je v bistvu mikrovent 60, ki namreč je zunaj v Ljubljani -5 stopinj, to je namreč 21 najbolj hladnejših, bom rekel, dni zime, zadnjih 10 let, prihaja notri 60 kubikov zraka z najboljšimi filtri HEPA, bom rekel, 19,6 stopinj Celzija, če notranji zrak 21 stopinj Celzija. Kako lasten razvoj testiranja prezračevalnih naprav, kot sem že prej omenil, veliko vlagamo v razvoj in delamo vse po predpisih evropskih standardov N308, ki deluje ob 5 stopinjah Celzija, ker pa vemo, da produkti v Evropi je več kot 90% noči hladnejši kot 5 stopinj Celzija, smo mi razvili, da naš sistem mikrovent deluje do -25 stopinj Celzija. Iščemo, kako dati stranki čim več benefitov pri prezračevanju tako poleti kot po zimi in s tem lahko stranka ima najvišje kvalitete v bistvu bivanja. Kaj se pravi, imamo trenutno 3 vrste prezračevalnih sistemov, 4. je na pohodu, 35 kubičnih metrov, izmenjava zraka na uro, ki pomeni bolj za stanovanjske objekte, 60 za pisarne, 120 za šole, bolnice, vrtce in zdaj pride ven še 240 kubičnih metrov izmenjava zraka za večje učilnice, kjer je pač večja količina potrebna filtrirana zraka. V bistvu mi merimo kvaliteto naših prezračevalnih naprav ne samo po rekuperaciji, ker vsi o tem govorimo, imamo rekuperiran zrak in tako naprej, ampak tudi po ameriškem standardu, ki je zelo stupid narejeno, oziroma koliko svežega zraka vstopi v prostor v 72 urah po temperaturi in po vlagi. To je namreč tisto, kar mi potem plačujemo. Seveda, ko smo zdaj prej Toni že govoril, vse v oblaku, tudi naša naprava deluje v oblaku in mi lahko v bistvu, naše naprave lahko delujejo, spremljamo recimo hotel 500 sob, lahko točno vemo, v kateri sobi deluje, kateri ne deluje. Namreč, recimo, če dobimo avtobus ali 2 gostov, lahko točno te sobe, katere namenimo tem gostom, recimo 2 uri, 3 ure prej na full prezračimo in ko stranka odpre v bistvu sobo, bom rekel vrata od sobe, v bistvu jih vedno udari sveži zrak. Konstantno delovanje tudi pri nizkih
predvsem pa v bistvu možnost uporabe za novogradnje, predvsem pa za sanacije, saj vemo, da imamo v Evropi več kot 2/3 objektov, treba zamenjati stavbno pohištvo, če pa menjujemo stavbno pohištvo, pa moramo obvezno ponuditi prezračevanje. Evo, pri tem slajdu sem se malo bolj zamudil. Tukaj predstavljamo 10 največjih, bom rekel, bolezni zaradi sindroma bolanih hiš, ki jih predstavlja World Health Organization. Sedaj radono. Radon je zelo nevidni ubojalec, v Evropi ga bolj konkretno poznamo leta 2018 dalje, bom rekel, s tem se tudi ukvarjamo, bolj podrobno dočim v Ameriki, pa v bistvu je ta stvar, bom rekel, bolj pomembna, bom tudi pokazal kasnejši en slajd, kako pomembno. Tlele imamo statistične podatke Slovenije od 2009 do 2019, kar pomeni, da v bistvu prometne nesreče na leto so približno 90 do 150 ljudi je umrlo na cestah zaradi vseh različnih nesreč. Mi pa imamo podatke tudi za radona, samo za radona, ki ga pravzaprav nismo poznali do 2018 leta tako močno, pa umre od 90 do 190 ljudi. To pomeni, da v bistvu vse šole, bolnice, vrtce, ki imamo mi podatke, tudi sedaj pripravljene akcije, da bomo zmirili, kakšne so koncentracije radona v šolah. Lahko vam povem, da trenutno v Sloveniji je 300 milibarelov, Evropa ima novejših že 150 milibarelov koncentracije radona. Mi, ko smo pravili določene meritve, tega je v določeni šoli bilo v 2-mesečnem obdobju od 1150 do 2100 milibarelov. Kaj to pomeni za učence in učiteljico, ki skozi uči noter, vam je verjetno vse skupaj jasno. Sedaj pa prihajamo na prezračevalne sisteme, ki so lahko centralni ali lokalni. V bistvu, kaj je glavna razlika? Mi lahko tlele, jaz sem tudi arhitekt, pa lahko veliko o tem debatiramo. Lokalni so cenejši od centralnih, eni imajo ene prednosti, ima druge prednosti, ampak jaz se ne bi vzel tukaj smer, ampak kaj pa je bistvena razlika, bom rekel, med njima. Bistvena razlika med njima je, bom rekel, tlele bomo opisali, recimo na desni strani imate centralni sistem za eno hišo, kjer prihaja zrak noter po kanalih, imamo eno napravo, tam vidimo v kotu in potem po posameznih kanalih pride v vsak prostor določena količina zraka, kako smo jo naredili. Ali 30 kubikov, 40, 50, koliko pač nastavimo in te naprave, te prostori se prezračujejo ne glede na to, ali je kdo v prostoru ali ni v prostoru. Te prezračevalne naprave v bistvu na drugi strani imajo tudi odsesavanje zraka noter, tako pomeni, da prihaja zrak v eno sobo in potem ga v bistvu na hodniku ven črpamo, kaj tudi, tako delujejo tudi posamezne naprave, bom rekel, lokalni prezračevalni sistemi flip-flop, se pravi, da z enega prostora prenašamo drugega. Kar bomo videli v primeru širjenja COVID-a, da je v bistvu velika pomanjkljivost. Medtem lokalni prezračevalni sistem na levi strani imamo hišo, ki je vsak prostor v bistvu ločen od enega od drugega in v bistvu, če je v dnevni sobi 5-6 ljudi, v bistvu se nam zaradi senzorjev kvalitete zraka, bom rekel CO2, ppm, VOC, temperature vlage, v bistvu začne prezračevalna naprava delati na višjih obratih, tako da imamo dovolj svež zrak. Dočim ostali prostore, v katerem ni nobenega notri prisotnega, v bistvu deluje na minimalno, mora biti, ker namreč zrak, če stoji, potem to ni v redu. To prav dobro poznamo, če pridemo na vikend, katerega nismo obiskali zadnje 2-3 mesece, kakšen zrak imamo v prostoru. Torej, glavna razlika je v delovanju sistemov in glavna razlika tudi v primeru COVID-a, zdaj smo ugotovili, da tudi bolnice Golnik in razni domovi so minister upovedal, da so ustavili prezračevalne sisteme, namreč ker COVID se namreč iz ene sobe lahko prenaša v drugo sobo, ali iz ene pisarne v drugo pisarne, ali iz ene učilnice v drugo učilnico in tako dalje, kadar imamo centralne sisteme. Ampak bistvena razlika v reku vseh teh, razlika med prezračevalnim sistemom eno in drugo so v bistvu kanali. V teh kanalih, ki jih tle vidimo gorih in se čistijo z suhim ledom, po zakonu v Sloveniji, tudi v Evropi bi se moral pucati vsako leto dni, ampak tule imate slike v bistvu skupaj. Tale slika je recimo sedaj iz kliničnega centra v Ljubljani, skupaj, kjer je bilo po 17 letih notri v bistvu 4 do 5 cm vseh bakterij, bom rekel, in ki so zvir tega pljučnice, mirse in podobno.
Naj vas potolažim to, da je tudi podatek od WHO-ja je, da v bistvu na svetu 80% ljudi, ki pride v bolnico, ne umre zaradi bolezni, zaradi katere so prišli v bolnico, ampak umre zaradi bolnišnične bolezni, ko so pljučnica, mesa in podobno. Kakšni so filtri, bom rekel, notri, ne, to se spuca z suhim ledom, z malim robotom, ki grejo po teh kanalih, in v tem primeru, ko smo tele videli 4 do 5 cm, je v bistvu ta pločevina, ta kanal v bistvu razpadla in ni bilo več, bom rekel, prezračevalnega kanala. Tako da tu je razlika. Potem pa imamo enocevne, bom rekel, lokalni prezračevalni sistemi se pa delijo na enocevne in dvocevne. Bistvena razlika med enimi sistemi, bom rekel, dvocevnimi je v tem, da v bistvu enocevni sistem deluje na področju flip-flop, kar pomeni, da moraš imeti minimalno 2 napravi, ne, in prenaša v bistvu z enega prostora sestavljamo v pisarni ena in potem vleče ven v drugem prostoru. Minimalno 2 napravi, da lahko delujejo, medtem ko dvocevni sistemi v bistvu delujejo prostor za prostoru, v kateri imajo zelo visoko stopnjo rekuperacije, predvsem imajo v bistvu enako konstantno temperaturo piha, dočim enocevni sistemi vam pač, če je zunaj minus 5 stopinj, lahko piha okoli 5-6 stopinj notri, potem dvigne se do 15, 16, 17 stopinj, 18 stopinj Celzija in spet niha. Kajti namreč deluje 75 stopinj, 75 sekund iz enega prostora v drugi prostor. Da ne bom predolg, v bistvu ključna stvar vseh sistemov je, da bolane hiše rabijo prezračevanje. Bilo katero ali centralni sistemi ali lokalni, in seveda enocevni, dvocevni, kateri so seveda najboljši, so pa tisti, kateri lahko damo v tesno komoro, tako kot imamo pri nas, se pravi, imamo 8 metrov krat 6 metrov krat 4 metre višine, pol prostora je v bistvu lahko zele 21 dni najbolj hladnih Ljubljane, ali bom rekel, ali tudi Miamija, ali Toronto, Osla, ali bilo katere Mintna, in potem nastavimo gore, to mi ponudimo našimi v bistvu večjim kupcem in ponudimo možnost, da lahko v bistvu probajo 3 različne prezračevalne sisteme, katere so recimo za München, smo delali zadnjič skupaj. Ključna stvar je, da mora vsak proizvajalec sam zmontirati prezračevalni sistem v našo komoro, zraven pokličemo inštitut ali ZRMK ali Rosenheim, ker nastavita v bistvu senzorje in potem se spelje zadeva. In lahko imamo 7 dni zime, 7 dni poletja in v bistvu vsi proizvajalci indirektno, bom rekel, preko online pada, kakšne so izmenjave, koliko svežega zraka pride v prostor, v bistvu stranke in po kakšni temperaturi in vlagi. In v tem primeru stranka lahko vidi, kakšne so v bistvu res benefite, kdo je res najboljši in tako naprej. Rad bi poudaril, da v bistvu na vstop na nemški trg imamo tudi te slovenske ESIQ certifikate, vse podrobno, ampak Nemci želijo imeti TIF certifikate, pravkar smo imeli na testiranju v Nemčiji, na TIF-u, in naš prezračevalni sistem Microvin60 je v bistvu dosegal do sedaj najboljše rezultate merjenja, ki jih je TIF uvedel v Nemčiji. Tako da to smo zelo ponosni. Se pravi, zdravo in ekonomično prezračevanje, o tem ne bi govoril skupaj, v bistvu kaj vam piše vse gori, ključna stvar je, da probamo, da je dolga življenjska doba teh motorjev pri nas med 50 pa 70 tisoč ur, da po standardu evropskem N308 deluje do 5 stopinj Celzija in tam merijo, kakšna je rekuperacija, kadar pa je v bistvu nižja temperatura, potem pride do kondenzacije in do zmrzali in naprava ne deluje. Microvent ima vse to, kar piše tle gorih, plus smo edini trenutno, katere naprave delujejo tudi do minus 25 stopinj Celzija. Prednosti so sveži zrak, energijski prehranki, večja varnost, zaščita pred osnaženim zrakom, zaščita pred hrupom, zaščita pred mrčesom, zaščita pred alergeni, tako da zelo velike benefite, ki jih imajo. Tukaj imate nekaj primerov, kaj namreč imate okno odprto, potem je tudi možnost za varnosti. Tukaj imamo podatek v Avstriji, prevelika koncentracija v bistvu nad mestom, kjer imamo znako na avtocesti IGL, ki govorijo, da moramo znižati hitrost. V tem primeru so kazni 3-krat večje. Na desni strani imamo Pariz, kar pomeni, da je februar že zadnjih 8 let, v bistvu 3 mesece, 3 tedne, 4 tedne, v bistvu imajo par, kajti tako velika koncentracija smoga in na sredini imamo pozicijo v Nemčiji, v starih mestnih jadrah, katere vozila lahko gredo noter. Rad bi poudaril, da zelo velik onesnaževalec oziroma v bistvu slabost kvalitete bivanja je tudi zaščita pred hrupom skupaj, kajti hrup je edina stvar, ki ga ne moramo kupiti, plačati. Tu so še insekti, alergeni, nekateri so alergični za cvetni prah in podobno.
Kaj je rekuperacija? Vsi govorimo o rekuperaciji, pa mogoče samo 2 besedi. Rekuperacija je izmenjava zraka, se pravi, slab zrak gre ven, odda energijo svežemu zraku in pride notri novi sveži zrak, tako da se fizično ne mešata. Imata vmes tanke membrane. Prednost našega prezračevalnega sistema je tudi v tem, da namreč mi imamo 100% sveži zrak, bom rekel, in do 95% rekuperacije pri najvišji obremenitvi. Naš sistem mikro-61 deluje med 20 in 60 kubičnih metrov in ima pri maksimalni te pozicije. Novi standardi TIF-a so tudi, da v bistvu dobavitelji bodo morali napisati pravilne podatke, delovanje vseh prezračevalnih naprav pri 75% maksimalni obremeniti, kar je namreč pri velikih napravah vidim, da proizvajalci napišejo rekuperacija do 92%, ampak potem povejo, da dajo ven 5 kubičnih metrov zraka, kar pa ni dovolj. Tako da, evo, tule imamo še en slajd, ameriški, ki tudi govori, kako je pneumatični radon, da je bolj navaren kot pijani vozniki na cestah. Tle bi rad poudaril, bom rekel, naše izkušnje, ki smo bili, bom rekel, v Ameriki pred, bom rekel, 3 leti zbrani na Select USA in sedaj odpiramo proizvodnjo v Kentucky, v Lexingtonu z državno firmo Unicor, kajti oni imajo več kot 8 milijonov hiš, ker imajo preveliko koncentracijo radona, zaradi centralnega podnebja preživijo 3 do 4 mesece poleti v kletnih prostorih in tam je koncentracija radona zelo velika, zato je ta problem v Ameriki zelo razširjen. Evo, to nekoliko o tem, ker pa zaključujemo tudi, koliko energije CO2 dreves prihranimo, kot to naprej razlagal. Tle imate primer, koliko energije lahko prišpara en mikroven za 25 kvadratnih metrov veliko sobo, kadar imamo, bom rekel, 87% rekuperacijo. Kaj pa to pomeni, bom rekel, če bi bilo to 100.000 mikroventov, tle nima v gorih, vam pa lahko podam podatek, da pomeni to 6.666 vetrnih elektrarn, ki delajo en dan 24 ur na polno. Koliko energije je to, si lahko znate predstavljati, kaj pomeni 6.666 vetrnih elektrarn, ki deluje naprej, ali 18,2 elektrarna, ki bi delovale 365 dni, 24 ur na polno, kar seveda ni mogoče. Za konec naj povem, da v bistvu, kaj pričakuje kupec. Kupec naj pričakuje ko kupuje v bistvu stavbno pohištvo, okna ali softverske napake, vedno samo kakšne benefite želijo imeti. Prvič, koliko plača za napravo prezračevalno stavbno pohištvo ali pa za program od Toneta skupaj in kakšne benefite potem želijo dobiti. V naših primerih stavbnega pohištva so pomembno, koliko energije vam prihranimo, koliko hrupa vam zmanjšamo, hrup je edini, ki ga ne morete kupiti, koliko vam izboljšamo varnost vašega doma, pisarne in predvsem kakšna je kvaliteta vašega notranjega prostora, ki je zelo pomemben. In sedaj, ko smo delali dosti dobro okna, rad vam povedal tudi to, da imamo v Sloveniji, v Evropi 1/3 oblanih hiš. Z drugimi momenti vas tudi povabim, da se pogledate film Airless Era, našega 3,5-minutni filmček, na spletu je gor skupaj, v katerem govorimo, da v Evropi umre 80% od 6.000 otrok, ki na leto umrejo v bistvu zaradi slabega zraka. Rad bi poudaril tudi to, za konec skupaj, da v bistvu kvaliteta zraka zelo velika, predvsem v teh časih, že pred covidom, kajti namreč otroci v obdobju od 2000 do 2010 po podatkih WHO-ja imajo v zadnjih 10 letih 40% več astme in alergij kot prej, kar pomeni, da v bistvu je notranji zrak 5 do 6krat bolj onesnažen v Evropi, kot je zunanji, mi pa vse skozi govorimo o zunanjem zraku. Evo, toliko za konec te pozicije. Bom rekel, vse skupaj, tako kot Tone, tudi mi, We Believe in Passion, mi v bistvu probamo vse skupaj skozi dati podatke, tako da, evo, toliko za enkrat rešitev in vprašanje sem vam na voljo. Vse bilo, kaj bo šlo isto na mail adrese Mika ali mene osebno, ima lahko ponudimo. Skratka, za konec mogoče, če želite imeti dobre bivalne pogoje doma pri sebi, če želite imeti dobre bivalne pogoje v pisarnah, v bolnicah, šolah ali vrtcih, potem je prezračevanje nujno. Ali naše prezračevanje, ali od mojega konkurenta Lunosa, ki danes ni mogel biti zraven, ali centralno, bilo katero morate ga imeti, katero pa je najboljše, se morate pa sami prepričati. Naša testna komora vabi.
Najlepša hvala, Franci, za ta zaključek in za dobro prezentacijo. Je mogoče kakšno vprašanje? Jaz osebno imam dve vprašanci. Na hitro, Franci, če lahko, eno vprašanje je zelo podobno kot v primeru Toneta, ali v času covida, epidemije, ko vemo, da po televiziji in vseh medijih, posebej zdaj v zimskem času, opozarjajo strokovnjaki, da je zelo pomembno prezračevanje, ali občutite kakšno povečanje povpraševanja po vaših storitvah? Sigurno je povpraševanje, bom rekel, zelo dobro v teh časih. Najbolj pomembna stvar pri vsem tem je, da v končni fazi mi si lahko kupimo novi avto, novo obleko, nove stvari. V bistvu, če recimo bo dam en primer, da boste lažje razumeli, kaj pomeni v bistvu to. Če bi se pravi prišel ti zdaj, recimo Goran, z enega jogginga, da se leto gor na Ljubljanski grad ali pa na kamorkoli že, prišel dolih, bi svojo prešvicano majico dal dol, pa bi jaz rekel, jaz pa nujno rabim tvoje majico, ker tudi moram jaz leteti, a veš, bi rekel, veš kaj, iz tvoje majice ne bom imel gor, ker cela prešvica napolna vseh, bom rekel, bakterij in tako naprej. Namreč mi, ko stopim k zdravniku, v čakalnico, v katerih noter je v bistvu 20 ljudi in čakajo vsi z boleznimi skupaj, v bistvu mi to isto direktno vsrkavamo. Tam bi dal tvojo majico na kožo, ki ne bi prišlo malo tukaj, pa dejansko vse te bakterije, viruse, ki so v prostoru, v bistvu direktno vsrkavamo v svoje pljuče in normalno, če pripeljemo otroka v zdravniku, pa ne vemo, a je bolan ali ni bolan, potem po pol ure pa 1 uro čakanja v čakalnici bo zagotovo bolan. Lahko vam dam tudi podatke, ko smo merili recimo kvaliteto v šolah, v eni šoli, ne bom zdaj govoril o imenih, lahko pa tudi na Štajerskem, smo delali meritev, bom rekel, kvalitete CO2-ja, PP1 v šolih. Naredili smo 2 učilnici, opremili z našimi prezračevalnimi sistemi Microvent, 2 druge smo v bistvu bile še stare, smo dali v obe napravi noter, bom rekel, merilne naprave skupaj, in ko je potekal pouk, bom rekel, so bile meritve takole. Ob 8 uri zjutraj so bile v obeh prostorih po 850 ppm, koncentracija CO2-ja se meri v ppm-ih in je dobra od 800 do 1200. 1500 je v bistvu še stvar, potem je pa v bistvu prepovedano. In v Švedski in Norveški v bistvu, če je več kot 1500, imamo senzorje, tudi mi sedaj sodelujemo z veliko firmo AirThings, v bistvu oni prekinejo pouk in si prezračijo prostore. V teh 2 učilnicah, v bistvu, ko smo merili z leve, je bilo ob 8 uri 850 ppm v učilnici A z prezračevanjem in v učilnici B brez prezračevanja. Ob 11 uri je bilo tlele z prezračevanjem 1200, tle 4600. Ob 1 uri pa tle 1400, drugi pa 6200, bom rekel, not. Kar pomeni, da so otroci, ki bivajo v šolah, v bistvu oni morajo imeti odprte okna. Mi smo zelo veliko okn menjali šolam, nismo dali prezračevanje noter, ker ni bilo razpisano, ali bolnice, in vse so okna odprte. Tako da prezračevanje je res nujno, ker to je za nas osebno, to je tisto, neko kupimo, ampak to dejansko gremo noter. Zdaj pa, če smo mi v bistvu dobri fizični kondiciji. Kdo je v dobri fizični kondiciji, gre mimo covida, ostran pa mu nič ni. Ali pa moče za dan, 2. Če pa imaš ti poleg tega še veliko bolezni in če si v prostoru, noter, tudi zadnjič Pop TV predstavil iz Amerike, več kot 3-4 ure v prostori, ki je en okužen, tam imamo vsi maske gor, pa bomo vsi zboleli. Kajti namreč kvaliteta zraka, virusi pridejo čez v bistvu vse te maske in se širijo v prostoru. Tako da teh zadev lahko veliko govorim, skratka, to je zelo pereča tema. Zdaj, kdo ima rad sam sebe, ta bi tudi želi imeti ali pisarne, koliko lahko povečamo učinkovitost. Še en podatek sem se spomnil, zdajle v Nemčiji je šla raziskava, da v bistvu se je storilnost, v bistvu, če imamo mi delovni prostor, recimo poleti, 21 do 23 stopinj Celzija, ali če imamo 4 stopinje več, se nam storilnost zmanjša za več kot 20%. Enako je z prezračevanjem, če imamo v prostoru kvaliteten zrak, vam bodo v bistvu delavci oziroma v šolah podatkih od AirThingsa Švedske, ko so meritev naredili, da če je več kot 1500 ppm koncentracija v učilnici, je storilnost napak pri matematičnih testih za 23% se poveča, do jezikov, ki to pomeni pri jezikih 6%. Tako da kvaliteta zraka dviguje v bistvu produktivnost, bom rekel, zdravje, in to se res plača, si privoščiti doma sam sebe rad. Zelo na kratko še drugo vprašanje, ker vidim, da je med našimi slušatelji tudi kdo, ki je sredi investicije ali pa pred začetkom investicije. Koliko se po vaših informacijah
zavedajo tega, kar si omenil, pomena prezračevanja in tako naprej, tisti v Sloveniji, ki so v zadnjih 5 letih šli v investicijo? Ali imamo tudi med novimi stavbami veliko bolnih? Glejte, vsaka stavba, katera se zgradi brez prezračevalnega sistema z kvalitetnimi okni, kakor imamo danes, imamo v bistvu ne samo mi, tudi drugi proizvajalci v Sloveniji imajo kvalitetna okna, res pa, da ne mogoče 20-30%, vse ostalo je bolj obrtniško in te kvalitete niso, kar se da zmeriti po porabi v plačilu energije, not naprej. Tako da sigurno je pa tlele zelo veliko v bistvu še zmede na tem neredu, kajti namreč vsi govorijo pa berejo, bom rekel, kar pač pišejo dokumente, deklaracije, imamo do 92%, do 95% rekuperacijo, potem pa ne navedajo zraven, koliko kubičnih metrov zraka pride notri. Tako da v bistvu mi lahko ponujemo pri novogradnjah, recimo sedaj smo imeli rešitev, recimo v Mariboru delamo en velik kompleks, v bistvu objekt je bil sprojektiran za stanovanjski sklad, ki je bilo noter za 1.059.000 evrov, centralni prezračevalni sistemi, skupaj, mi to isto storitev, pač storitev se je že izpeljala prvi del faze, ker so projekti že gotovi in so v plato že zabetonirali noter cevi, skupaj, kako jih bo občistili, to je druga zgodba, ker namreč to je problematična stvar, pri velikih napravah jih lahko pucamo, ker so velike stvari, pri malih FI, za stanovanjske hiše, kjer je FI 75 mm luknja, je težko, ker takih malih robotov nimajo. Skratka, investicija v Mariboru na tem projektu naša je bila 504.000 evrov, tudi sama investicija lokalno ali centralno je v tem primeru 50% razlike v ceni, plus pri vzdrževanju sigurno okoli 35-40%. Teda tu so zadeve, dočim naš sistem deluje, mi pravimo lokalni sistem, z novo tehnologijo, ker vse v oblaku lahko nadziramo vseh 500 sob ali pisarn ali tega naprej. Tako da tlele svetujem vse, ki imate, ki greste investicije, greste v prenovo, lahko pošljete nam, imamo tle inženirje, se vam posvetijo, vam zrišemo detajle, prvo pri novogradnji, kako mora biti narejeni, da bo gradbinci prav naredili, da ni kasneje dodatnih deli za stavbno pohištvo in lahko vključimo zraven tudi vse vrste senčil in tudi prezračevanje. Če pa imate sanacijo objektov, je pa treba objekt za objekt, pa lahko damo različne prezračevalne sisteme. Predvsem je pomembno, da nimamo velikih gradbenih posegov, kajti namreč težko bi si predstavljal, kako bi lahko vzel v nekih pisarni, peljal noter centralni sistem, da bi imel na stropu neke kanale vidne, ali pa da bi mogel vse razdret, pa v bistvu strop, ki je v bistvu Armstrong ali podobno, v bistvu peljati konstrukcije, kar je zelo velik poseg, cena presega stvari, tako da pri nas se pa zadeva hitro naredi, zvrta luknja in v bistvu naredi in zadeva ok. Franci, najlepša hvala za vse informacije. Pazite še naprej nase, čim več oseb in prostorov opremite s prezračevalnim sistemom, da bodo čim bolj zdravi in ostanete zdravi tudi vi. Želim si še povedati, mogoče še eno besedo. Jaz sem povabil ZRMK, ZAK, bom rekel, CER in vse ostale inštitucije, inženirsko zbornico, da bomo naredili v Sloveniji meritev 5 objektov, 5 bolnic, 5 šol, pred vrtcev, pred sanacijo, po sanacijo in dali ven podatke, v kakšnih prostorih živimo, bivamo in smo. Franci, mislim, da se je Marino Furlan javil. Marino, če nas slišiš, kar postavi vprašanje. Franci, luknja na steni, kjer zajema zrak, kako lahko deliš cev, ki bo pa odvajala slab zrak? Namreč pride zunaj stavbe ponavadi do mešanja, kar je ponavadi največji problem. Marino, testiranja so vse opravljena z ZRMK-jo, tako da smo dali na vstopni zrak noter posamezne v bistvu tele peno oziroma tako imamo v diskotekah tele dimne zavese, tako da se točno vidi, če smo dali na vzven ven, potem bi mogel ta zrak priti noter, imamo posnet film, tako da to je rešeno. V primeru 60, ki imamo eno luknjo in je, bom rekel, odvodni zrak ven, gre za večjo hitrostjo kot drugi, tako da ne prija do mešanja. Tako imajo tudi drugi sistemi, tudi naš ne, dočim pri mikroven 35 pa imamo 2 luknji in tudi je se ločen, tako da so posneti filmi z dimnimi stvarmi, tako da ne prija do vešanja 100%. Ok, po seminarju bomo govorila. Prav, kar dajta. Še kakšno vprašanje mogoče? Ni? Franci, najlepša hvala. Ajde, malo sem bil daljši, ampak ne znamo
ne znamo biti krajši, če bomo veliko zapovedati. Ok, bodite lepo, hvala. Srečno. Gospod Hafnar prihaja iz podjetja Lotrič Meroslovje. Dobrodošli med nami. Kar vam predajam na vašo vsebino. Izvolite. Lep pozdrav. Še z mojega imena. Jaz sem Primož Hafnar, prihajam iz podjetja Lotrič Meroslovje. Verjetno nas kar dobro poznate. V osnovi se ukvarjamo z merjenji, tako da od kalibracij do preizkušanja. Danes mogoče malo več na temo preizkušanja oziroma zakonodaje in pa standardizacije na področju tako imenovanih zaščitnih mask. Zdaj, poznamo v osnovi 3 vrste mask, in sicer so zaščitne samo ena od teh 3 vrst. Tako da, če govorimo o tako imenovanih FFP maskah, so to maske, ki nas ščitijo pred delci. Seveda so se v času korone te maske izkazale tudi za zelo priporočljive za tiste, ki prihajajo v neposreden stik z okuženimi osebami, saj ta maska v osnovi ščiti tistega, ki masko nosi. Normalno so pač, bom rekel, take skodelčne oblike, imajo tudi filter in pa izdišni ventil, kar ni sicer nujno, je odvisno od razreda točnosti oziroma od same filtracije, ki jo maska omogoča. Zdaj, naprej govorimo o drugi vrsti mask, to so tako imenovane medicinske maske, oziroma rečemo jim lahko tudi kirurške maske. Osnovni namen te maske je, da se preprečuje okužbe v zdravstvenih ustanovah oziroma pri operacijah pacientov. Seveda v zdajšnjem obdobju se na splošno preprečuje večje širjenje okužb. Te maske ne ščitijo osebe, ki jo nosi. To je pač treba poudariti. In v bistvu, če vsi ne nosimo mask, nas te maske ne ščitijo. V bistvu gre za neko bolj kolektivno zaščito, ker pač na dolgi rok ne zagotavljajo zaščite, tako kot je že predhodnik povedal, če pač se v prostoru nahaja več oseb, kjer je ena okužena, pa se bojo nosile medicinske maske, ne pomeni to neke zaščite za ljudi v samem prostoru. Tako da je treba pač vedeti, kaj te maske omogočajo. Te maske imajo načeloma na zgornji strani pač žico za prileganje na nos, pa pač 2 trakova za namestitev čez ušesa. Zdaj, tretji sklop so tako imenovane osebne maske. Zdaj v Evropi, bom rekel, različno imenujejo različni jeziki. Ne vem, govorijo o community masks, pa o barrier mask. Se pravi, so zelo različna imena, predvsem pa to izhaja iz enega in edinega smisla, ker pač ni standardizacije oziroma ni zakonodaje na tem področju, in zato so pač te maske, bom rekel, prepuščene bolj vsakemu proizvajalcu, da naredi pač, kar naredi. In funkcija je zelo podobna kot pri medicinskih maskah, se pravi, ne gre za neko splošno zaščito. Pri tem je pač treba povedati, da je pri teh maskah je še večja vprašanje sama higiena in tako naprej. Bomo v nadaljevanju tudi videli, kaj so osnovne značilnosti ali pa zahteve za posamezne maske. Tako da te osebne maske so delane normalno iz tkanih materialov, blaga, so šivane, bom rekel, in namestite jih pač z trakovi ali kakorkoli vam proizvajalec to omogoča. Zdaj, če se pogledamo nekje na začetek leta, vsi vemo, kakšna je bila situacija, bom rekel, preizkusnih laboratorijev, ki bi izvajali preizkušanja mask v Evropi praktično ni bilo. Zgolj iz stališča, ker, bom rekel, je večino proizvodnje, praktično blizu 100% proizvodnje je bilo na Kitajskem. Kakršnekoli
bom rekel, vrste maske, ali govorimo o zaščitnih maskah, ali govorimo o medicinskih. Seveda teh osebnih mask niti nismo poznali, ker jih pač ni bilo potrebe. Zdaj, iz stališča samozadostnosti Evropa je tukaj bila še daleč od neke samozadostnosti in tako naprej. Ja, potem so začele prihajati povpraševanja, seveda, ker se ukvarjamo s področjem preizkušanja in tako naprej. In prvo povpraševanje je bilo iz Italije, ker vemo, da se je pač tam začela zgodba v Evropi. Seveda, kasneje so se tudi pojavili domači proizvajalci, ker je pač prišlo do odloka vlade, da je pač treba nositi masko oziroma neko zaščito, kot so jo imenovali. No, in potem se je pač to stvar razširila na ministrstvo oziroma ne nazadnje na Inštitut za standardizacijo, ki je na koncu pripravil neko tehnično priporočilo za te osebne maske. Sicer jaz v osnovi ne poznam nobenega proizvajalca, ki bi se na ta tehnično priporočilo skliceval, ampak bi bilo zelo, zelo fino. Pa če prvo pogledamo osebne oziroma zaščitne maske, kot sem rekel, to so tipa, pomeni filtering face piece, se pravi, govori o razredih 1, 2 in 3, oziroma možno je maske označiti tudi z dodatno oznako R, kar pomeni, da je maska namenjena ponovni uporabi in pri tem pač mora proizvajalec navesti, kakšna mora biti priprava za ponovno uporabo. Zdaj, če pogledamo FFP1, daje zaščito oziroma poenostavljeno rečemo, da je filtracija 80%, FFP2 94% in FFP3 daje najboljšo zaščito, ki je preko 99%. Zdaj, v vseh analizah, ki jih je WHO delal, praktično ni bilo okuženih ali pa prenosa okužbe pri uporabi FFP2 ali FFP3 mask. Zato, bom rekel, zdravstveni delavci in sploh na vhodnih mestih, kjer se izvaja preizkušanje pacientov oziroma ljudi, nosijo te maske. Zdaj poznamo tudi oznake, kot so N95 pa KN95. Pri tem je treba pač povedati, da je FFP oznaka velja v Evropski uniji v skladu z Evropsko uredbo o osebni varovalni opremi. Dočim N95 je oznaka za ameriško tržišče oziroma za ugotavljanje skladnosti namenjeno ameriškemu trgu in KN95 oznaka, ki velja za kitajsko tržišče. Se pravi, Evropska unija ima eno oznako, druge države imajo druge. Seveda so potem še ostale države, ki imajo tudi svoje oznake. Zdaj, te oznake v tem primeru morate imeti na maski. Tudi na sliki vidite, da je označeno gor, sicer se bolj slabo vidi, gre za FFP2 masko. Ja, no in če pogledamo pravni okvir za te maske, govori o uredbi Evropske unije, seveda 425/2016, ki govori o osebni varovalni opremi. Zdaj, en od delov so tudi polobrazne maske za zaščito pred delci. Še enkrat poudarjam, maske so v osnovi namenjene zaščiti pred delci. Govorimo o prahih in pa o aerosolih. Seveda, koronavirus se prenaša z aerosoli oziroma z vodnimi kapljicami v zraku. No in harmoniziran standard na tem področju je EN 149, ki ga imate navedenega oziroma mora biti označen tudi na maski. Zdaj, vse drugo v Evropski uniji ni dovoljeno in vas lahko kaznujejo, zato bodite pozorni, kaj kupujete, če te stvari kupujete. No in te maske spadajo po uredbi v kategorijo tveganja 3, kar pomeni, da mora ugotavljanje skladnosti izvedeti priglašeni organ, kjer se uporablja tako imenovani modul B, to je tipski pregled oziroma po starem bi temu rekli A-test in je veljavnost certifikata 5 let, se pravi, ga je treba obnavljati na 5 let. In pa seveda, ker je treba zagotavljati ne samo
pregled tipa, ampak tudi samo proizvodno, se potem uporabljata modula C2 ali D, ki govorita o nadzoru proizvodne, kar je letna presoja po domače povedan. Večino proizvajalcev ima vpeljane ISO 9001 standarde in pa letno preizkušanje teh mas, ki se jih vzorči na sami proizvodni liniji. Kot sem povedal, večinoma pač imajo sistem vodenja po 9001, potem se je treba držati še priloge 2 uredbe, ki govori o bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtevah. Se pravi, bistvo maske seveda je zdravstveno in varnostno tveganje, pri tem nastaja. Seveda proizvajalci morajo imeti kompletno tehnično dokumentacijo, kjer se pa v skladu z uredbo zahteva, da so vse zahteve izpolnjene oziroma podkrepljene s preizkušanji oziroma nekimi znanstvenimi ugotovitvami. Naprej je pač vsak izdelek mora imeti priloženo izjavo o skladnosti, kjer so vse te stvari navedene in pa mora jim pravilno označiti izdelek in dodati navodila za uporabo. Se pravi, gor na maski mora biti CE znak, mora biti označen tip, ali je to FFP1, 2 ali 3 in pa naveden standard EN 149. Zdaj, kar se tiče podjetja Lotric, smo v zaključni fazi priglasitve, se pravi, gre za to, da je potrebno pač vse stvari urediti, da se dobi pooblastilo oziroma priglasitev v tem primeru strani MGRT-ja oziroma Evropske komisije. Tako da čakamo odločbo in potem bomo edini v Sloveniji, da bomo ta del lahko izvajali. Zdaj, druga vrsta, kot smo prej omenili, so medicinske maske, imajo razrede 1, 2 in 2R, pri čemer R pomeni odpornost na brizg tekočin. Naprej bomo videli, kako se te razredi delijo. Tukaj velja uredba 745, ki na splošno govori o medicinskih pripomočkih, se pravi ne samo o teh maskah. En del tega so medicinske maske za obraz, ki se v skladu s harmoniziranim standardom EN 14683 spet velja za Evropsko unijo. Druge države imajo drugačne pravne okvire. V Evropi je pravni okvir za medicinske maske, ki spadajo v razred tveganja 1, kjer je ugotavljanje skladnosti na podlagi modula A. Se pravi, govorimo o tako imenovani samodeklaraciji. Se pravi, proizvajalec lahko izvede ugotavljanje skladnosti sam. Seveda mora imeti določene stvari urejene, kar bomo videli takoj naprej. Edina izjema so sterilno pakirane maske, pri čemer mora spet nastopati priglašeni organ. Priglašen organ je neodvisno akreditirano telo, ki je priglašeno pri Evropski komisiji. Seznam vseh teh najdete v NANDO bazi, ki je vseevropska. Seveda proizvajalec mora pri medicinskih maskah upoštevati veliko več stvari, se pravi, stvar je bolj zapletena oziroma je bolj podkrepljena standardi, zato ker prepušča ugotavljanje skladnosti proizvajalcev. Se pravi, nekaj je sistem vodenja kakovosti, govorimo o proizvodnem standardu ISO 13485, ki je namenjen posebej medicinskim pripomočkom. Se pravi, vsi tisti proizvajalci, ki proizvajajo medicinske pripomočke, morajo imeti vpeljan ta standard, ki je do neke mere podoben ISO 9001. Potem za vse medicinske pripomočke je potrebno imeti oceno tveganja, se pravi, kakšna tveganja pri uporabi izdelka nastopajo za uporabnika. Tukaj je ISO 14791 in pa, kot sem že omenil, zahteve oziroma preizkusne metode oziroma tako imenovani ATEST se izvaja po 14683 EN standardu. Naprej, kar se tiče simbolov, označevanja in tako naprej, sta tukaj dva standarda, govorita o
o tem, kako označiti, kako informirati, kakšne informacije podati uporabniku in pa seveda izjavo skladnosti in navodila za uporabo, ki so v večini primerov v obliki simbolov, kako pač namestiti, kako pareti to masko in tako naprej. Te stvari so do neke mere lepo urejene in pač jaz apeliram, da sledite navodilom. Če so sterilne pakirane, potem tukaj še standard za preskus sterilnosti samih mask. Kar se tiče nas, je ta del se izvaja in je uveden od nekje junija naprej, tako da smo v vsem tem času preskusili v celoti nekje 50 tipov mask, kar nekaj tudi slovenske proizvodne in moram reči, da so zadostile vsem zahtevam. V bistvu bi lahko rekel, da so celo presegle pričakovanja, dočim preskušali smo tudi določene maske, ki prihajajo iz vzhodnih trgov in lahko rečem, da je tukaj nekje 50-50 ustreznost. Zdaj, če samo povem podatek, da se je v januarju in februarju na Kitajskem na novo registriralo več kot 40,000 proizvajalcev medicinskih pripomočkov, potem vemo, koliko so lahko priglašeni organi stvari pregledali oziroma preskusili in je treba vedeti pač, da prihaja iz tega trga kar nekaj stvari, ki niso ustrezne in nimajo ustreznih stvari. No, zadnji del so tako imenovane osebne maske, kjer v bistvu pravnega okvira, kot sem omenil, ne obstaja in ga niti ni bilo. So določene stvari, na podlagi katerih jih lahko umestimo v zakonodajo in to sta dva zakona v Sloveniji. Zakon o splošni varnosti proizvodov, kjer pač zakon nalaga proizvajalcem pogoje, ki jih morajo izpolniti proizvodi, preden so dani na trg in povzemata direktivi o splošni varnosti proizvodov pa direktivo o proizvodih zavajajočega videza, s katerimi se lahko ogroža zdravje in varnost potrošnikov. Apeliram pa v bistvu na vse podjetja oziroma delodajalce, da se v vsakem primeru morajo držati zakona o varnosti in zdravju pri delu, kjer pač zakon nalaga, da zaposlenim zagotovijo varno delovno okolje in to se nanaša tudi na maske. Zato ni ravno priporočljivo uporaba nekih osebnih mask, ki nimajo ugotovljenih nobenih parametrov in nobenih stvari. Tako da tukaj je treba biti pazljiv in vas lahko kaznujejo, če pač nimate nekih dokazil o tem, kakšne maske uporabljate. Zdaj, kot sem tudi že omenil na začetku, obstaja slovenska tehnična specifikacija SIS-TS 1200, ki je bila izdana v avgustu, če se ne motim. Sicer na evropski ravni je tudi CEN, se pravi Evropski komitej za standardizacijo, izdal minimalne zahteve, metode preskušanja in uporaba, ni pa noben od teh dveh standardov ni obvezujoč za proizvajalca. Se pravi, proizvajalec, če se želi sklicevati na enega od teh standardov, mora pač zadostiti zahtevam, ki tukaj nastopajo. Ja, kar se tiče samega preskušanja medicinskih oziroma osebnih mask, so tukaj 3 oziroma največ 5 preskusov. Učinkovitost bakteriološke filtracije govori o tem, koliko bakterij oziroma mikroorganizmov prehaja skozi masko. Potem na drugi strani premosorazmeren oziroma obratno sorazmeren je preskus na dihanje, ki govori o tem, kakšna je zmožnost dihanja skozi to masko. In vam povem, osebne maske z bombaža pač nimajo prepustnosti in je nemogoče pač normalno masko nositi dalj časa. Jaz pač iz svojih izkušenj lahko povem, da masko nositi 8 ur, medicinsko ustrezno masko, ko se navadiš na njo, ni težava. In ni, zdaj pa če pa eno bombažno masko nosimo, pa je to težava, ker pač ne omogoča dihanje in se nam v sami komori med obrazom in masko nabira CO2, ker izdihujemo CO2 in zaradi tega nas potem tudi boli glava.
No, naprej je preizkus biološke združljivosti, ki govori o tem, a je maska izdelana iz zdravju neškodljivih materialov. Zelo pomemben preizkus, kjer normalno materiali z Daljnega vzhoda, predvsem ne kitajskih držav, padajo po celi črti, ker imajo razne vključke in noter dobimo od težkih kovin do vseh sorte stvari. No, za vodoodporne, tako imenovane vodoodporne maske, se potem preizkus odpornosti na brizg tekočine izvaja in pa za sterilne se izvaja tudi čistost na mikrobe, kjer se preveri, koliko dejansko mikrobov se nahaja že na sami maski. Zdaj, posamezni preizkusi izgledajo približno takole. Bakteriološka filtracija medicinske maske imajo mejo 95 oziroma 98% tip 2, se pravi, dejansko medicinska maska zadrži najmanj 95% vseh bakterij, ki jih mi vdihnemo ali izdihnemo, se pravi, filter deluje v obe smeri. Tako da medicinska maska v bistvu filtrira stvari in zato je pomembno, da jo menjamo, da ne uporabljamo iste maske, ker na sami maski oziroma v filtru se nabirajo mikroorganizmi. Zdaj, te maske ne smemo prati. Če jo peremo, filter izgubi učinkovitost. In z enkratnim pranjem ta filtracija pade na približno 70%, z dvokratnim že pod 50%, trikratno pranje 20%. Zdaj, če jo je najbolj zlikati. Se pravi, mi moramo doseči samo temperaturo nekje nad 60 stopinj. Lahko jo tudi samo nad paro damo, ampak cenovno trenutno te maske niti niso več tak okvir in rekel, veliko bolj problematično za samega človeka, ki nosi masko, je, da je ta maska stara, da je ta maska že polna nekih drugih bakterij, ne samo COVID bakterij. No, ta preizkus se izvaja skupaj z Nacionalnim inštitutom za biologijo, ker imajo oni pač pravico oziroma razvojne kapacitete za sam virus, ker se uporablja tukaj ena bakterija, ki je, bom rekel, zelo nevarna za človeka. Ta je pač standardno predpisana in dovoljenje za uporabo te bakterije nimajo kar vsi, zato smo se pač odločili in sodelovali smo tudi v medlaboratorijski primerjavi, kjer smo dosegli med najboljšimi rezultati od 7 oziroma 8, en je celo ni dal podatkov, enega so izločili, ker je bil čist izven, bom rekel, konkurence, tako da smo dosegli ustrezen rezultat in s tem potrdili metodo. Naprej je preizkus na dihanje, kot sem ga že opisal, tukaj se meri razlika v tlaku, ki jo ustvarite z dihanjem. Poustvarja se pač dihanje 8 litrov na minuto pretoka in se gleda razlika v tlaku, ki ne sme biti večja od 40 paskalov. Se pravi, to nam omogoča dihanje. Najboljši proizvajalci dosegajo nekje 20 paskalov, kar je zelo normalno, bolj glasno govorenje povzroča nekje 20 paskalov tlaka brez maske, tako da ta maska nas v bistvu niti ne ovira pri samem dihanju. In z tega stališča pač človek nosi masko, drugače jo ne in jo potem pod nos daje in vse sorte vidimo, kako se te maske nosijo, samo ne tako, kaj treba. Tudi tukaj smo sodelovali v vseevropski primerjavi, sodelovali 9 laboratorijev, spet smo dosegli zelo med boljšimi rezultati, tako da smo potrdili metodo, ki jo izvajamo. Kot sem rekel, preizkus biološke združljivosti v celoti upravlja Inštitut za biologijo, oddelek za genetsko toksikologijo in biologijo raka. Predvsem je tukaj se preveri, kot sem že omenil, se pravi nevarnost, ki jo povzroča sam material maske. Se pravi, ko vi nosite to masko, 4 do 8 ur, seveda se na kožo izločajo neke stvari iz same maske in to lahko povzroči draženje kože, vnetje kože in tako naprej. In če pač niso uporabljeni materiali ustrezni, potem lahko nastopi problem in spet ne nosimo maske, se pravi, nismo nič naredili.
No, naprej je potem tako imenovani splash test, kjer se simulira odprto žilo, se pravi s curkom 2 ml umetne krvi s hitrostjo 550 mm na sekundo, se pravi je to kar orang curek, se pač telo maske obremeni in se gleda, a ta kri oziroma tekočina prehaja samo masko ali ne. Tako da to je predvsem za maske tipa 2R, ki so v kirurškim sobam, se pravi operacijskim sobam in tako naprej, kjer, bom rekel, ta maska ne nazadnje ščiti tudi izvajalca operacije oziroma kirurga pred neko okužbo strani pacienta. V osnovi pa gre za to, da ščiti pacienta pred okužbami, ki jih ima kirurg, ker pacient je takrat v zelo, bom rekel, krhkem stanju. Tole je neki slik, kaj pač na sredi vidite masko, ki ustreza, se pravi, ni prišlo do prehoda maske, dočim na desni strani vidite, kako je pronicalo skozi masko ta umetna kri. Na koncu je še preskus na mikrobe, kjer se gleda pač, koliko samih bakterij oziroma glivic se že nahaja na sami maski. To se inkubira masko oziroma masko se razreči v tekočini in se pol to tekočino inkubira 24 ur in se prešteje gojišča in se potem na podlagi tega ugotavlja, ali maska izpolnjuje ustrezno sterilnost ali ne. Toliko, kar se tiče mask. Če je kakšno vprašanje, bom z veseljem odgovoril. Sicer pa upam, da se držimo zaščitnih ukrepov. Kot vidite, mi imamo obvezno nošenje mask v podjetju že kar nekaj časa in s tem mislim, da smo preprečili določene okužbe. Ne moram reči, da smo bili brez okužb, smo bili kar zelo v centru dogajanja približno mesec nazaj, tako da zdaj smo pa kar korona free, če se tako izrazim. Gospod Hafner, najlepša hvala za to izčrpno pa zelo natančno predavanje v slogu Lotrič Miroslavja, bom rekel. Ima mogoče kdo kakšno vprašanje? Če ne, imam jaz samo dve zelo kratke, če smem. Eno je, v medijih ste bili že precej prisotni v zvezi z to informacijo, da ste strokovnjaki tudi za to področje. Ali imate že kakšne izkušnje s kakšnim klicem kakšnega podjetja ali pa kogarkoli drugega, ki vas je spraševalo, ali uporabljate prave maske? Mislim, teh vprašanj seveda je bilo predvsem v prvi fazi ogromno in ljudje so uporabljali, bom rekel, razne pripomočke, stvari. Jaz bom rekel, sem v osnovi zagovornik nekega načela standardizacije. Če obstaja neka standardizacija, verjetno obstaja z namenom. Verjetno je to skupina strokovnjakov nekoč v preteklosti dorekla in recimo, če gledamo standardizacijo na področju medicinskih mask, to so te plave v osnovi ali pa zelene maske, ali pa FFP, to so standardi, ki so stari po več 10 let. In tukaj ni bilo nekih hudih sprememb v samih zahtevah ali sami osnovni funkcionalnosti, tako da stvari izgleda funkcionirajo in so se na dolgi rok pokazale kot dobre. Zdaj, jaz ne bom rekel, da nek proizvajalec ali pa neka šivilja, ki doma se šije masko, da taka maska ne pomaga. Daleč od tega, vse je boljše kot nič. Je pa se treba pač zavedati, da so na drugi strani neke omejitve, kot sem jih omenil, da pač se ne da dihati skozi to masko in seveda ljudje se te maske hitro znebijo oziroma jo ne nosijo ves čas oziroma imamo hitro neke izgovore, zakaj ne bi nosila. Tako da ja, bilo je pa iz ministrstva in vse to, tako da na začetku seveda je bilo treba razlagati sploh, kaj je kakšna maska, k čemu je namenjena in tako naprej, tako da teh vprašanj je bilo ogromno. Imam samo eno povezano vprašanje še v zvezi s tem. Ravno prejšnji teden je bilo opozorilo, mislim, da tudi na vladni tiskovni konferenci, da na to, da maske, ki niso primerne, postajajo modni dodatek. Ker vemo, da seveda zaposleni prihajajo v podjetje in iz podjetja
kaj svetujete v primeru, če recimo nekdo nosi modni dodatek masko, ki ni primerna, da jo sname pred vstopom ali seveda higiensko vse neoporečno ali kaj drugega, ali pa vendarle, da se svetuje takšni osebi, da vsaj, ko gre v službo in nazaj od doma, da vedno nosi primerno masko. Ja, mislim, kar se tiče delovnega okolja, je seveda odgovornost delodajalca, da zagotovi ustrezno, bom rekel, masko in v skladu z internimi pravili, ki se pač skozi oceno tveganja lahko oziroma bi se mogli spraviti, po domače povedano, kjer se pač predpiše, bom rekel, ustrezna maska. Zdaj, če nekdo nosi drugačno masko, ga je pač treba verjetno napraviti in povedati, da je pač v skladu z internimi pravili stvar taka in tako pač bi mogla biti. Zdaj, je pa seveda odvisno od tega, koliko ljudi se nahaja v prostoru, koliko je prezračevano, kar smo v prejšnjem prispevku dobro spoznali, tako da je veliko faktorjev tukaj. Je pa stvar delodajalca oziroma njegove odgovornosti, da te stvari uredi. Zdaj, se pravi, maske, ki nimajo neke potrditve v ozadju, je zelo podobno kot vsak izdelek. Sej noben izdelek ne bi kupili, ne vem, avto verjetno ne bi kupili brez homologacije. Jasno. Najlepša hvala tudi za vaše predavanje. Do konca današnjega 19. SBC webinarja. Še enkrat se zahvaljujem vsem, ki so danes sodelovali. Posnetek današnjega webinarja vam bomo poslali, tako da ga boste lahko delili tudi z vašimi sodelavci. Vabimo vas tudi k neposrednim vprašanjem našim predavateljem po webinarju. Kontakte vam posredujemo danes tekom dneva. Vabimo vas, da video posnetek delite, kot sem dejal, tudi z vašimi sodelavci. Verjamem, da se kmalu spet vidimo na naslednjih SBC webinarjih. V aktualnih terminih vas bomo sproti obveščali, lahko pa že napovem, da sledi ta še 2 v letošnjem letu, 10.12. zelo zanimiv za finančnike, kaj še lahko storite pri zaključevanju poslovnih knjig do 31.12.2020 s predstavnikom Revidere in 15.12. za GEN-I-om o zeleni transformaciji pripravi na prihodnost iz podjetniškega vidika. Najlepša hvala vsem za pozornost, ostanite zdravi in srečno.